In gremo. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, taki dan, ki vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To ljubezni dan. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, taki dan, ki vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni Skenslamo. Dragi moji, dober večer. Na ta lep večer, božični večer ali dan ljubezni. Veseli me, da smo prav danes skupaj, da se danes družimo, da so naša srca danes povezana. Najprej bi vas iz srca povabila k sodelovanju, da ste tudi nekako v tej naši skupni, če rečem, energiji, da dajete kakšne komentarje, napišete kakšne vprašanja, ker tudi tokrat bomo koga izžrebali, da bo lahko dobil en kratek vpogled v vaš zapis. Pa tudi kolektivno bomo danes kaj povedali, kaj se dogaja, oziroma bo kanalizirano sporočilo. Zato vas res toplo vabim, da ste zdajle v tem trenutku, tako kot da bi bili ena velika družina. Vsak na svojem koncu, ampak vendar nekaj nas druži, nekaj je vsakega od vas poklicali, da ste danes z nami. In to je glas vašega srca. Moja želja je, da bi se povezali ljudi, in to ne samo tukaj, kjer je naša čudovita dežela, ampak po svetu. Ljudje, ki čutimo ljubezen. In to tisto ljubezen, zaradi katere smo mogoče v življenju izpadali drugačni, ali pa mogoče celo malo, če temu rečem, ne samo drugačni, ampak čudni. Mogoče čutimo,
eno drugačno ljubezen. Ne tisto, kar nam jo prodajajo, ponujajo, jo nam na nek način predstavljajo. Mogoče ste tudi vi med tistimi, ki to ljubezen doživlja na način, ki jo ni mogoče niti opisati. Milijone pesmi je napisanih o ljubezni, ampak o kateri ljubezni govorimo? Je to edina ljubezen? Je odnos med dvema edina ljubezen? Je odnos med starši in otroci edina ljubezen? Ali pa je in ljubezen med starši in ljubezen med partnerima del neke večje ljubezni? V zadnjem času veliko ljudi pravi, da išče nekaj več. Nekaj, kar je v globini. Marsikdo ne zna niti povedati točno kaj. Mogoče pa se pogovarjamo ravno o tem, da iščemo ljubezen. In mogoče smo šli skozi različne izkušnje v življenju, kjer ta ljubezen ni prišla od zunaj. In smo pred tem, da jo najdemo v sebi. Čeprav je to na nek način ena taka že zelo mogoče fraza, da moraš ljubiti samega sebe, ampak kaj to v resnici pomeni? Ali imamo to ljubezen v sebi, ta trenutek toliko močno, da se sprejmemo s točno vsem, kar mi smo? Kaj je to največji dosežek v našem življenju? Da se mi z vsem, kar nekako oblikuje naše bitje, vzamemo takega, kot smo. Da smo do tega, kar nismo, manj kritični. Da se preprosto vzljubimo. Da dojamemo, da vedno smo in bomo delali napake, ki so del našega učenja. Ampak to ne pomeni, da smo zaradi tega slabi. Danes vam želim v tej oddaji dati to ljubezen. Da bi jo vi, ki ste danes z mano, čutili v svojem srcu. Želim, da čutite, da mogoče pa ni čistko, da ni nobenemu mar za vas. Jaz čutim globoko v srcu željo, da se moja ljubezen, ki jo čutim od malega zelo, zelo globoko v sebi, daje ljudem. In v dnevih, kot so ti, ko smo v resnici sami s sabo največkrat v nekem pričakovanju in tudi razočaranih, se mi zdi še toliko bolj pomembno, da to ljubezen imamo v sebi. Ker sicer, če jo nimamo in če imamo pričakovanja, da bomo ob prazniku, kot je danes, deležni neke pozornosti, neke zunanje manifestacije ljubezni, in če tega ni, potem so te dnevi lahko tudi grenki. Zato želim, da na dan večer, božični večer, vsi vi, ki ste danes z mano, čutite, da ste te ljubezni vredni. In želim, da čutite, da ste tudi v redu. In želim tudi, da vse, kar ste do dan danes naredili in ste dajali, veste, da se v enem trenutku bo poplačalo. Mogoče na drugačen način, kot bi si želeli. Ampak rada bi, da veste, da vse, kar ste dali svojega srca, če tudi
na drugi strani, kjer ste delili, ni bilo mogoče ne hvaležnosti, ne odziva. To se nekje zapiše. In verjemite mi, v tej vaši knjigi vaše duše piše vse. In zato naj vam ne bo žal, če ste dajali, oziroma ste vi tisti, ki v povprečju več dajete, ko sprejmete. Ker če dajete iz srca, je to naložba. In vse, kar ste dali, v resnici dajete sebi. In danes, na ta praznik, poskusite videti, koliko ste dragoceni. In mogoče je ta vaša dobrota, ki jo včasih ljudje ne vidijo. Danes ali katerikoli drugi dan v življenju največje vaše darilo, ki ga imate, pa ne veste, da ga imate. Zato, da želim, da nekaj trenutkov posvetimo dobroti. Kaj je dobrota? A je dobrota to, kar pravi pregovor, da je dobrota sirota? To, kar jaz čutim kot dobroto, je, da preprosto deluješ iz svojega srca. In včasih je tako, da ko deluješ iz srca, ne moreš ali pa ne znaš reči ne. In se ti zdi, da moraš vsem ustrežiti. In če te kdo prosi, da mu ustrežeš. In če ti kdo reče, a mi daš to, da mu daš. Včasih rečejo ljudje, ko to vidijo, ti si naivan. A ne vidiš, da te ljudje izkoriščajo? Naj vam povem, da če deluješ iz srca in daješ iz srca, te ne morejo izkoristiti. Ker je tvoje srce preveč čisto, da bi se lahko počutilo izkoriščeno. So pa seveda tudi ljudje, ki dajo zaradi koristi, zaradi tega, ker želijo od tega nekaj imeti. In so v ozadju tega dajanja velika pričakovanja. Takrat pa velikokrat doživimo potem tudi razočaranja. Jaz vem, koliko mater v tem trenutku je dalo vse od sebe, da bi zadovoljilo svoje otroke. In ko sem o tem razmišljala danes, sem razmišljala tudi o tem, koliko pa je otrok tistih, ki na ta način gledajo na svojo mamo. In res je, da se mati velikokrat počuti, da se razdaja v nedogled. In ta razdajanja so lahko tudi iz različnih notranjih vzgibov. Ampak če je ta vzgib ljubezen, potem ta mati žari. In, drage matere, vsem hvala. Vsem, ki se trudite dajati. In hvala tudi vsem ljudem tega sveta, ki to poslušate, tudi tisti, ki niste zdaj z nami v tej oddaji direktno, ampak duše slišijo povsod. Hvala. Hvala za vsako dajanje, ki pride iz srca. In verjamem, da ta čas, ki je zdaj tukaj, je čas, ko bo ta dajanje dobilo svoj večji in višji pomen. Da ne bo to samo nekaj, kar spotoma dajemo in kar v resnici delamo brez, da bi se zavedali, kaj to sploh pomeni. In če se vse čutite, da ne dobivate,
In da si želite tudi vi začeti sprejemati karkoli že, ali pozornost. Mogoče pohvalo, karkoli že. Potem se še enkrat obrnite v srce in spet začnite dajati. Tokrat mogoče malo drugače, brez pričakovanj. Ljubezen, dragi moji, je edina sila, ki jo sprejemate takrat, ko dajete. To je skrivnost. Kajti takrat, ko daješ in daješ iz srca, tebi božanstvo daje mnogo več. In ko odpreš srce in kar iz tega tvojega srca pride v tistem trenutku, ne more nihče očrniti. Kajti srce je najvišja zaščita. In če se znajdeš v življenju, ko težko odpuščaš, ko so situacije, življenjske izkušnje, kjer si doživel mogoče svojo bolečino, se spomni, da ljudje, ki nas prizadenejo, so v prvi vrsti tudi sami ranjeni. In veliko te, če temu rečem, lahko tudi zlobe in slabonamernosti pride iz bolečine. In če na ta način pogledamo ljudi okrog nas, bomo pripomogli k zdravljenju naših odnosov. In ne nazadnje k zdravljenju planeta. In če si zamislimo, koliko je po svetu res ljudi, ki so, mogoče iz gledanjem povprečnega človeka, res utrpeli ogromno škode in doživeli hude stvari. In noben nima odgovora, zakaj. Pa vendarle, če se spomnimo v tem trenutku na te ljudi, čeprav jih ne poznamo, čeprav ne vemo, ampak spomnimo se na ljudi, ki v tem trenutku trpijo, ker so mogoče osamljeni, mogoče v prizadeti koži neke prizadetovske. In tem ljudem sporočimo, da je ljubezen zdravilo. In mi imamo to ljubezen. Ker ta ljubezen, ki jo vi, dragi moji, čutite, ni od tega sveta. In zato je še vedno prisotna. In zato se verjetno tudi vam zgodi, da ste doživljali in krivice in izdaje, ampak lahko so vas prizadeli najbližji, ampak vi še vedno ljubite te ljudi. Mogoče to najmočnejša ljubezen. In tako postane ta ljubezen kot zdravilo. Večkrat, ko zmorete odpustiti ljudem, ki so vas prizadeli, bolj močna je vaša ljubezen. Ker ta ljubezen se jača z odpuščanjem, s tem, da sebe osvobajate bolečine in da v vas ostaja ta čista Božja luč. Mogoče se vam zdi, da govorim o nekem idealnem svetu, ali pa o tem, kako mogoče bi si želeli, pač žal ni. Res je, jaz govorim o idealnem svetu in to je novi svet. Ne, da je idealen, ampak je drugačen. Ne govorim, da je to vse tako, kot bi si človek v neki pravljici želel, ampak novi svet si jaz predstavljam, da je svet ljudi z odprtim srcem. Svet ljudi, ki si upajo iskreno komunicirati
in si pokazati ljubezen. Mogoče se ne čutijo vsi poklicani v novi svet. Ampak če se vi čutite poklicane in če se tudi znajdete v tem trenutku oziroma v tem času, predvsem, da nimate s kom tega deliti, ne vas to ne ustavi. Če imate noter v sebi klic, če imate noter v sebi tole luč, simbolika, pa vendar, potem pejte za to lučjo. In niti za trenutek ne podvomite. Tudi, ko ste v svojem okolju čist sami in ni nobenega, s komer bi vi delili to, kar čutite od znotraj. Vseeno pojdite za to lučjo. Preprosto. Sledite temu, kar vas vodi od znotraj. In verjemite, da nas bo vse več, ki se bomo o tem lahko pogovarjali iskreno, odkrito in se bo dogajalo, da boste šli na sprehod ali kamorkoli in se vam bodo ljudje pridruževali. Jaz v to verjamem. Jaz verjamem v ta novi svet, odkar pomnim, odkar vem sama za sebe. Včasih sem se mogla sama sebe spomniti, Irena, v redu si, ker sem toliko močno verjela v ta svet, da se bo enkrat zgodil. In čeprav nas je peščica, ki tako čutimo in tako že delujemo, ker nekaj nas je, ki tako že delujemo, imate povabilo v ta svet, da stopite zraven. In kaj to pomeni? Nič obvezujočega. Nič takega, kar bi pomenilo za vas obvezo, ker obvez imamo vsi poln kufer. Mi vsi skupaj sanjamo samo preprostosti, iskrenosti, čistosti. Mene je že beseda čistost od malega tako pritegnila, pa nisem niti vedela, kaj pomeni. In verjela sem, tako sem razmišljala včasih še zdaj, da to zanima vse ljudi. Seveda ni tako. In tudi jaz sem naletela na svoji življenjski poti do mnogih izkušenj, razočaranj, kjer se moj glas je odbil. In moja beseda je izvala tudi v moji okolici velikokrat zasmehovanje, izobčenje. To, da sem bila že od malega v resnici, da bi rekla, etiketirana s polno nekih različnih mnenj, ker sem izstopala. Rabila sem kar dolgo časa, da sem se naučila s to svojo drugačnostjo živeti in da jo zdaj živim. Živim ne samo zase, ker mene to nikoli ni zanimalo. Živim jo za vas, za svet. Za vse tiste, ki ste pripravljeni temu prisluhati. Za vse tiste, ki ste pripravljeni izstopiti iz tega preteklega obdobja, ki je polno trpljenja. V svet, ki je radosten. V svet, ko se imamo lahko fajn. V svet, kjer nam niso zapisana neka pravila, ki nas omejujejo, ki nas hkrati tudi dajejo v nek okvir. Ker jaz verjamem, da ko smo v skladu z srcem, z duhom, z esenco, je vse prav. In da nas to vodstvo vodi in da nas pelje točno tako, da se izkaže, da delamo vse prav. Seveda, da smo mi v tem notranjem stiku s to esenco in da nas pelje po pravi poti, rabimo prakso, ker to ni od danes do jutri. In zato smo v določenem dnevu nekaj časa povezani, nekaj časa nismo povezani in takrat, ko nismo povezani, delamo po nekem ustaljenem programu, rutine in seveda delamo tudi napake. Vsi mi delamo napake. Tudi jaz sem delala veliko napak in ko gledam nazaj, takrat, v tistem času sem delala tako, kot sem znala. In če bi danes se vprašala, ali bi naredila kaj drugače, v bistvu ne. Zato, ker
sem v danem trenutku šla za sabo, včasih tudi za mojimi instinkti, včasih tudi za mojimi prepričanji, ampak šla sem. Nekaj v meni me je tako močno, dobesedno vleklo, da sploh nisem druge možnosti videla. Jaz se nikoli nisem spraševala, a sem na pravi poti. Ker jaz sem čutila, da sem ta pot. In zato, ko gledam nazaj, ja, mi je marsikaj včasih težko, ko pogledam, ko bi mogoče zdaj z nekim razumskim pogledom rekla, takrat bi morala narediti nekaj drugače. Ampak, če se postavim na tisto preteklost, sem se potrudila delati vedno najboljš. Zato, dragi moji, poglejte, tudi vi na svoje izkušnje, na ta način, na svojo pot. Delali ste v skladu s tem, kar ste verjeli, da je najboljš. In pustite preteklost. Stopite naprej. Tudi, če se vam je zgodila najbolj težka stvar v življenju, stopite naprej. Jaz sem doživela v svojem življenju najlepšo možno ljubezen. Doživela sem božansko ljubezen na zemlji. V odnosu. In to je zame bila potrditev, da je to možno. Res, da je trajala kratek čas. Ampak vseeno imam ta občutek v sebi. Ampak tisto, kar je dosti več od tega, je božanska ljubezen sama s seboj. Ko pustim, da preprosto sem božanska ljubezen. In zato, dragi moji, vam danes na ta dan želim, da je vaš vsak dan ljubezni. Koliko je bil uvod v to današnjo oddajo, pesem, sporočil, jaz vam nadvse rada sporočilne pesmi. In zato tudi prosim, danes bomo zdaj najprej enega izžrebali, ki ste pisali, tako da bomo dali eno osebno sporočilo. Ja. To je pa gospa Vita Rozman. Gospa Vita Rozman, vi boste zdaj sprejela kanalizirano sporočilo. Moram malo poplakati. Ne se bati. Strahovi so vaša preteklost in zdaj tukaj, kjer ste, je popolnoma nov teritorij, na katerem lahko začnete čisto na novo. Že zdavnaj ni vseh tistih preteklih izkušenj, ki so bile za vas tudi naporne. Ste čisto na novem, že drugačnem svetu, ki pa ga rabite samo še dojeti. Vi ste že prestopila. Tukaj, kjer zdaj ste, preprosto je že druga energija. Ampak z eno nogo se vidi, da so vaši strahovi tisti, ki vas vlečejo nazaj. In ta strah pred izražanjem, da bi se vi pokazala, da bi ljudje z vas zvedeli, da bi vas videli. In mogoče vas najmočnejši strah. Dajte ga stran. Stopite preprosto v to svojo energijo, stopite v svoj steber, ker vam je dal stvarnik darove, da jih lahko živite. In sprejmite te darove kot največje darilo. Čudovita osebnost. Hvala. Zdaj vas bom povabila, da skupaj še eno zapojemo pesem, ki je tudi sporočilna. In je tudi to sporočilo tisto, ki ga res želim, da date v svoj srce. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmagala. Za vse druge pa velja, da je nekaj slabega,
da je dolg čas brez laži, bolj raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnji med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Bi vas prosila, da se povežemo v srci, da sprejmemo še sporočilo našega Jezusa Kristusa. Moji brate in sestre, dajem vam roko, pridite k meni, vsi, ki ste prestrašeni, izgubljeni. Pridite k meni, dajem vam roko. Zdaj je čas za vas, Božji otroci. Zdaj je čas, da stopite v ospredje. Dolgo časa ste iskali pot. Zdaj ste pot našli. To je pot ljubezni. In tukaj na tej poti se srečujemo. In srečam, ker jaz sem v vas. In vi ste v meni. Tokrat, moji bratje in sestre, vstajam v vaših srcih. Skupaj z vašim duhom se povezujeva in stopite ven iz svojih omejitev. Dvignite se, ljubljeni bratje in sestre. Stopite v svobodo. Verjemite, da ste poklicani, da ste med prvimi, ki stopite na pot svobode. In zato vabljeni, da stopite na to pot s dvignjeno glavo. Ne več kot hlapci, ne več kot tisti, ki ste pustili in dovolili, da so vas teptali in vas podrejali. Tokrat stopite. Tokrat dvignite se. Zadihajte novo življenje in ja, poklicani ste k temu. Dovolj je tistih starih zapisov, po katerih ste živeli vse do sedaj. Vaši zapisi so se ponavljali, podobne izkušnje so vas spremljale. Vabim vas k temu, da se rodite kot duh. Duh je Božji otrok. In zato naj bo to rojstvo Božjega otroka v vas. Ljubim vas. Jezus Kristus.
Dragi moji, to je resnica. To je pot. Vi, ki v srcu čutite klic, veste, da je to resnica. In zato verjemite tej resnici, da ste poklicani oziroma izbrani. Več se nas bo povezalo v tem duhu, večja bo luč, močnejša bo luč. In naša beseda bo postala bolj močna. Tudi beseda o tem, kakšen bo svet v prihodnosti. Ker verjamem, da ga bomo skupaj skreirali. Tokrat ne po volji drugih, ampak po božanski volji. Ker se v zadnjem času ljudje velikokrat sprašujejo, kaj je njihova pot, kaj je njihovo poslanstvo, se v zadnjem času osredotočam na branje duha, kjer so vaši potenciali, kjer je zapisano, kakšen je vaš namen in kaj vse ste prinesli s sabo na to zemljo. Lepo vas povabim na branje duha. Kajti mogoče vam manjka samo še ena potrditev, da je to, kar vi že dolgo časa čutite, resnica. Da boste naredili korake v svojem življenju. Da boste še bolj, če temu rečem, z samozavestjo stopili na to pot, ki je vaše poslanstvo in vaš namen. Jaz trdno verjamem, da je za vsakega, ki ima izvorno luč v sebi, tukaj na zemlji zdaj mesto, da se izrazi. In da je dovolj prostora za vse vas. Ker ko delujemo iz srca, mi nismo drug drugemu konkurenca. Ampak se podpiramo v tem, kdo smo. Saj jaz si tako predstavljam novi svet. Zato tudi vse vas, ki danes poslušate, ki ste z nami, spodbujam, da verjamete v sebe. In da si res rečete, tukaj čutim resnico, kateri bom sledil in ne bom se več zatajil. Res vas lepo povabim na mojo spletno stran, da na dušnizapis.si, da se posebno zdaj še par dni imamo tudi za vas popuste, ugodnosti, posebno ceno. Odločila sem se za to, da vam nekako pridem bližje, zato sem tudi dala kar konkretno nižjo ceno zdaj v tem času, da bi lahko si to nekako privoščili. Ker je tak čas, vemo, da ni enostavno, vsi, ki ste bolj senzibilni, veste, da so te dnevi zdaj kar precej zahtevni in je fajn, da stopimo skupaj, pa da se začnete res zavedati, kdo ste. Ne se pustiti, prosim vas. Ne se več pustiti, ne dovoliti, da vam vzamejo iskro, držite ta ogenj, čutite ta ogenj, bodite ta energija. Jaz vas res spodbujam, bodite ta energija duha. Iz te včasih mogoče neodločnosti stopite v odločnost. In ne se tega bati. Ker potem boste tudi rekli odločno, dovolj. Pa ne bo to situacija, ne bo to odnos karkoli, dovolj. Zbudimo se. Zbudimo se, res. In poglejmo ta naš komet, ki prečka nebo in nas vabi k temu, da se rodimo v duhu. Hvala vam. So pastirci ognje prižgali, je Mati Božja hlevček prišla. Vidite povila, je v noč Božji
mamico povila je Jezusa. Tekli pastirci so v hlevček borni, dol pokleknili pred Jezusa. Z angeli peli so in molili, ko je žarila noč sretljiva. Nad hlevčkom angeli so zapeli in zaigrali v strune kitare.